Ja, lepo, da ste se zbrali v tako velikem številu. Zdaj smo imeli nekaj časa pauze, ker smo na danskem delu nekako nismo našli ustreznega filma, ki bi bil zdaj narejen z temo, ki bi bila za nas zanimiva. No, potem pa smo pravzaprav konec pomladi ugotovili, da boste zdaj kar dva na voljo, tako da že čez dober mesec mislim, da se obeta drug tak večer z filmom Svobodna šola, napol dokumentarnim posnetkom, ki prikazuje en poskus narediti šolo, ki jo bolj ali manj nekako naj bi vodili učenci sami po vzoru pedagoških eksperimentov iz začetka 20. stoletja, kot je bila angleška šola Summerhill in še kaj podobnega. No, danes se bomo pogovarjali o filmu, ki smo ga videli. Z nami sta dve kolegici, ki se vsaka po svoje ukvarja s to tematiko. Kolegica Metka Kuhar, ki se ukvarja s vprašanjem oblikovanja identitete, tudi odnosa do telesa, med otroki in mladostniki, in kolegica Karen Sernec, ki pa se kot zdravnica ukvarja pravzaprav z temi najhujšimi oblikami motnje hranjenja in seveda z načini, kako se potem seveda klinična praksa, medicina, psihiatrija ukvarja z temi osebami. Jaz bi predlagal, da najprej kolegici malo predstavita to tematiko nekako iz svojega stališča, kaj danes vemo, kako razmišljamo o motnjah hranjenja, potem pa bi nadaljevali pogovor s tem, da se bomo navezovali na vsebino filma, tako kot je običajno. Mogoče Metka, ti začneš z bolj splošnim okvirom, potem bo pa Karen naprej nadaljevala. Lepo pozdravljeni z moje strani. Sicer film je predvsem okrog motnje hranjenja oziroma motenj hranjenja, se pravi neke mešanice bulimije, anoreksije, ki ni moje specifično področje, to je bolj področje kolegice. Se pravi bolj resna oblika, pravzaprav že duševna motnja, ki ima tudi še neke druge recimo dejavnike, ki pripeljajo do tega, oziroma res skrajna oblika nekako sicer širšega trenda, in tukaj bi jaz govorila o tem širšem vidiku, se pravi v nekem takem bolj družbenem kontekstu, trenutnem kontekstu, recimo kulture vitkosti, oziroma kulture nekih nemogočih telesnih standardov, nekako na kratko bi o tem povedala, pa potem tudi bi predstavila nekaj podatkov iz moje raziskave, potem iz ene mednarodne raziskave, ki ankete potekajo tudi pri nas, kakšne so nasplošno, kakšni so podatki pač med mladostniki in mladostnicami v Sloveniji, kar se tiče obremenjenosti z videzom. Zdaj, motnje hranjenja se pojavljajo na srečo v bistveno nižjem odstotku, je pa to del enega širšega fenomena, recimo res je zaostritev pri sami bulimiji, anoreksiji, pol danes je še ta bigoreksija, obsedeno z mišicami, ortoreksija, zdravo prehrano, skratka vedno več je nekako teh motenj. Ampak to, kar sem se jaz ukvarjala, recimo konkretno s to temo, je bilo nekako pregledati nek historični, se pravi zgodovinski, kulturni okvir, pa neke družbene dejavnike, ki so pripeljali do tega, da imamo danes nek določen ideal, pa tudi, da je ta ideal nekako toliko prisoten, oziroma da ga tudi ljudje, predvsem mlajša dekleta, da se ga toliko uprimejo in ga nekako toliko želijo udejanjati. Se imamo nekako veliko idealov ali veliko nekih vodil, ampak ta je pač problematičen v veliki meri, v tem smislu, ki vodi do veliko zdravju škodljivih, recimo, vedenj. No in zanimivo je bilo, ko sem jaz pregledovala različne podatke, kolikor mi je bilo pač dostopno oziroma kolikor sem našla, da je ta ideal prisoten šele v zadnjem stoletju nekje in to samo na Zahodu, sicer zdaj se z globalizacijo širi,
tako da ni več omejen strogo recimo na evropsko-ameriški kontekst, ampak vendarle še ene 15 let nazaj, ko sem bolj intenzivno se s tem ukvarjala, je bilo še vedno nekje 80% prebivalstva, ki je bolj častil debel ideal, ne, da tako rečem, bolj zajeten ideal, obilno telo. Pa tudi recimo zgodovinski podatki, kot rečen, kažejo isto, ne, da se to začne pojavljati šele tam nekje na prehodu v 20. stoletje, ne, se pravi že dobro stoletje. Predtem pa enako, ne, je bil ideal tudi na zahodu zajetno telo. Ne. Tako da to mi je bil en tak zelo zanimiv podatek, pa tudi, ko sem pol gledala tekom 20. stoletja, so se te stvari še nekoliko spreminjale, ne, oziroma so se pojavljali različni trendi. In sicer je mene predvsem zanimalo, zakaj se je ta ideal, ne, uveljavil, ne, se pravi neko vitko telo, potem kasneje se dodajo še zahteve, recimo, da je to telo tako čvrsto, fit, ne. No in prišla sem do večjih dejavnikov, ne, recimo na prehodu v 20. stoletje, takrat se začne bolj intenzivna industrializacija, ne še toliko pri nas, recimo v Sloveniji, ne, ampak predvsem ta trend nekje pride bolj iz Amerike. Se pravi, bolj sedeči način življenja, telo ni bilo več tako uporabno. Ne, prej je bilo telo, oziroma še v času pretežno kmečkega življenja pred mehanizacijo, je bilo telo bolj uporabljeno, ne, recimo bolj funkcionalno, da tako rečem, ne, tudi bistveno več je bilo rojevanja, ne, recimo še v tem prvem delu 20. stoletja, ne, se pravi, telo je bilo predvsem v funkciji, potem pa začne izgubljati to funkcijo. Ne, in industrializacija je prispevala tudi k temu, da se je večji del prebivalstva lahko prehranil, ne, da hrana ni bila več tak problem, pravzaprav so začeli nastajati presežki, ne, to ne pomeni, da so bili vsi resnično prehranjeni ali pa optimalno prehranjeni, ampak vendarle je bil to en tak velik preobrat, ne, začnejo se pojavljati tudi industrijska oblačila, ne, niso več delali oblačila po meri, pojavi se tehnica, tudi sedeči, recimo vse bolj sedeči življenjski stil na splošno, potem predvsem, kar bi tudi rekla, mediji, ne, postajajo vedno bolj prisotni v življenjih, ne, Hollywood, vsa ta industrija, ne, nekako to vse prispeva, pol je bil pa še en tak dejavnik, ki je mene do neke mere presenetil, in sicer, da pride s prvim valom feminizma, in sicer z strani recimo feministk do poudarka na vitkosti, ki je bila pa upor proti predhodnim podobam, ne, ki so bile ženske oblečene vse tiste neke krinoline, ne, vse tiste plasti, ne vem koliko teh krilc in tako naprej, ne, potem pa pride moda tam leta 1910 neki, tako imenovana flapper fashion, moda nedoraslih deklet. Ne, postrigle so si lase, začele so si povezovati v prsje in začele so nositi kratka krila. Ne, zelo kratka krila minice, ne, tako rekoč. No in zanimivo je, da iz tega obdobja se pojavi tudi prvič recimo omemba anoreksije, vse kolikor je meni znano, ne, mogoče me bo kolegica popravila, na zahodu oziroma celo prvi kongres na to temo, nekako kot posledica tudi tega povezujejo z tem flapper fashion, ne, se pravi, da to ni omejeno na neke svetnice, ki so se pustile, ne, oziroma nekako bile brez hrane, ne, samo z božansko energijo ali kakorkoli, ampak dejansko postane to nek fenomen, ne, tako da nekako nehote, ne, ni bil to seveda nek načrtovani trend, ampak s tem osvobajanjem oziroma to, kar je bilo mišljeno kot osvobajanje, ne, nekako se pojavi tudi pritisk nekako po bolj vitkem videzu. Ne, iz tistega obdobja se tudi prvič pojavi na zahodu depiliranje nog. Ne, v tistem obdobju se začnejo reklame, kako je treba recimo depilirati noge, ne, koliko so porasle noge, katastrofa. Skratka, take stvari, ki se nam mogoče zdaj zdijo čisto samoumevne, ampak dejansko so produkt enega konkretnega časa. Ne, se niti ne vprašamo, zakaj nekaj počnemo, ampak se to pojav, ne, recimo pod vplivom neke konstelacije, recimo nekih družbenih dejavnikov. Isto recimo Twiggy, ne, Twiggy, zanjo ste slišali, ne, mislim zelo suha manikenka tam iz 60-ih, ona postane model istega leta, kot je prišla v obtok, da tako rečem, kontracepcijska tableta.
ne, in ta val ekstra suhic se povezuje z drugim valom feminizma. Ne, na nek način tudi probajo feministične avtorice to zelo tako simbolično povezovati, ko se začne ženskam nek družbeni prostor, politični prostor, recimo tudi gospodarski prostor širiti, potem jih je potrebno nekako zaposliti, pa tudi fizično omejiti, ne, tudi v teh reklamah jih narediti čim bolj, ne, brez moči, ne, niso nekako stabilne, ampak ves čas lebdijo, ne, plavajo nekje v zraku, ne, in tako. Tako da ta patriarhalni vidik, ne, ta se nekako zelo pojavlja kot ena taka močna razlaga za ta določen trend. Pa seveda industrija, ne, potrošništvo, nezadovoljen človek je idealen kupec in na ta račun, ne, to so bili tudi narejeni izračuni, koliko vsega se proda, ne, direktno ali pa posredno na račun nezadovoljstva z videzom. Ne, tako da ženske tlele, recimo to se je že takoj odkrili, so fantastične kupke in seveda ne, producirati tako nezadovoljstvo, to je potem zagotovljena potrošnja. Tudi v zadnjih desetletjih, ne, so recimo tudi moški nekje pod udarom, ampak še vedno ne toliko, to je tudi posebno vprašanje in zanimivo vprašanje, zakaj moški ne toliko, oziroma ne na tak način, se so tudi lahko fenomenalni kupci, ne, enako, oziroma mogoče celo boljše stoječi še vedno v večini držav. Ampak ja, ne, gre za neko kombinacijo tudi tega recimo patriarhalnega dejavnika, ne, in kdo nekje drži te niti moči v svojih rokah, ne. Tudi en zanimiv fenomen, ki bi ga izpostavila, še malo v tem kontekstu, recimo to je tak znan primer, znana študija otoka Bali, kamor je prišla televizija v 90-ih in pred televizijo je bil tam ideal tak zajeten, se pravi tako bolj obilno telo, hranjenje, zelo pomemben ritual, zelo pomembno vlogo je imelo in tako. In ena raziskovalka je naredila anketo o telesni samopodobi, odnosu do telesa v tem širšem smislu, tudi do hrane in tako, do nekih idealov telesnih pred pojavom televizije, ki je prinesla vse te ameriške programe, in potem par let kasneje, ko so ti programi se že uveljavili med dekleti. Ne, kaj je ugotovila? Da je v teh parih letih, mislim, da je bilo v 3 letih, zdaj se ne spomnim čisto natančno podatka, ampak v zelo kratkem času se je povsem spremenila telesna samopodoba, percepcija, kaj je lepo telo, odnos do hrane, pojavijo se celo motnje hranjenja, ne, česar prej niso poznali. Tako da to govori tudi o velikem vplivu, ki ga lahko imajo mediji, ne, in dejansko koliko danes je teh podob na vsakem koraku, ne, in pod vplivom teh tehnologij, ne, seveda da se zmanipulirati te podobe, ne, to niso že prvo kot prvo gre za nek ozek izbor teh žensk predvsem, ne, potem so še te podvržene posebnim režimom, posebej pripravljene za fotografiranje ali snemanje, ne, to snemanje poteka na posebne načine, potem se pa še vse te posnetke nekako popravlja, ne. Tako da to pa potem mi gledamo, ne, in to nam je prezentiran kot nek standard. Mislim, vse to so stvari, ki več ali manj niso nekaj novega, ne, nekako se jih zavedamo, ampak jih je fajn vedno znova problematizirati, oziroma tudi predvsem, ne, ko se dela recimo z otroki, ne, z učenci, študenti in tako naprej, ne, da se jih opozarja, oziroma da se čim prej začne opozarjati. Ne pravim, da je to rešitev za vse, ampak to je tudi en pomemben vidik osveščanja, ne, osveščanje o nerealnosti medijskih idealov, ne, recimo sploh, če se zavedajo, ne, kakšne so bile recimo te spremembe, ne, kako to ni nekaj samoumevnega, ne, koliko je bilo tudi veliko takih trendov na Kitajskem, so stoletja povezovali stopala, ne, in to so ženske svojim deklicam zlomile stopalo, povijale ta stopala, ženske pravzaprav niso mogle hoditi, ne, ampak to je bil statusni simbol, ne, in recimo ta stopala, rekli so jim lotusov cvet, ne, to je, ne, tudi nek simbol lepote. To je bil tudi nekak vrhunski seksualni objekt, ne, mislim, moški so v tem sanjarili, ne, recimo, take podobe nam lahko dajo neko samorefleksijo, ne, koliko stvari niso toliko naravne, samoumevne ali karkoli, ne.
V tem kontekstu mi je zanimiv še to omeniti ta koncept recimo fit telesa. Predvsem se je začel uveljavljati z Jane Fonda, pa tudi nekje drugim valom feminizma, tam v 60-ih, 70-ih in je bil tudi namenjen v smislu osvobajanja žensk, ukrepitev neke moči, opolnomočenja, ampak spet se hiter, vse te stvari se zelo hiter obrnejo nekje proti sebi, oziroma ta namen se nekako popači, oziroma se nekje izrodi in se pojavijo neke dodatne potem zahteve in dodatne storitve, ponudba, tržišče, tudi to pograbi in nekako začne producirati. Tako da nekako to, ta nek širši kontekst, mislim, o tem bi lahko seveda govorila zelo slikovito, zelo poglobljeno, mislim, tudi je veliko teh parcialnih študij, zelo zanimivih na to temo, ampak toliko mogoče, da vendarle to izpostavim, kakorkoli, mogoče ni nič novega, ampak vseeno se mi zdi pomembno, da se spomnimo na to, glede na nekako razsežnosti, recimo nezadovoljstva z videzom. No in dejansko tele študije, če omenim recimo študijo, ta Health Behavior School Related Study, to je ta študija, ki jo izvaja pri nas Inštitut za javno zdravje, drugače pa poteka v večini recimo evropskih držav, Amerika, Izrael, še cel kup držav in zraven. In tukaj smo Slovenci praktično vsa leta nekje vodilni ali pa med vodilnimi, kar se tiče nezadovoljstva z videzom. In sicer, mislim, vedno merijo 11, 13 pa 15 letne otroke, se pravi v osnovnih šolah, to so res zelo veliki vzorci, reprezentativni vzorci. In kaj se ugotovi, recimo vprašanje je, a misliš, da si predebel oziroma predebela? In pri 11 letih je to povprečju recimo tam nekje 40% deklic, ki tako misel, pri 15 letu pa že tam nekje okrog 55%. Se pravi, vedno nekje okrog polovica, če vzamemo celoten vzorc, deklet je prepričanih, da so predebele, medtem, ker pri fantih je ta procent tam nekje na 20%. Mislim, je precejšnja razlika. Polje pa še vedno vprašanje v tej študiji, mislim, ti podatki so vsakih par let, to je vse objavljeno in v knjigah in na spletu in povsod, tako da lahko tudi bolj natančno pogledate. Koliko jih je pa bilo vse enkrat na dieti z namenom shujšanja, se pravi ne na neki dieti zaradi zdravja ali karkoli, to pa pride tam recimo od 12 pa tudi do 25% pri 15. letu. Kar so zelo visoki odstotki, če gledamo tako. Pri fantih je tudi ta odstotek največ 10% v katerikoli starostni skupini, katerokoli to obdobje, ki je bilo merjeno. In potem v tej svoji študiji, ki sem jo sicer delala že, to je zdaj že tudi zgodovina, praktično 15 let nazaj, takrat sem vzela vzorec, je obsegal približno 300 dijakov in dijakinj različnih gimnazij pa srednjih šol, nekje v povprečju so bili stari skoraj 17 let. In isto sem jih spraševala, različne te vidike telesne samopodobe in tako naprej. In recimo podatek je bil zanimiv, da ni bilo korelacije med njihovim indeksom telesne mase in med telesno samopodobo. Se pravi, indeks telesne mase, to je neko razmerje med višino in težo. Res je, da same ocenijo težo, nisem jih jaz merila pa vagala, ampak nekje recimo, da je to kolikor toliko zanesljiv indikator, recimo neke njihove postave in tako. Nobene korelacije ni bilo, mislim, to se vedno gleda, je to neka statistično signifikantna korelacija in več kot polovica deklet je rekla, sovražim svoj celulit, povprečju so bile 16,5, neki tasga, tako da to so bili res eni taki dosti zaskrbljujoči podatki, tudi sem imela ene take silhuete, kje so potem povedali, kaj bi bil za njih ideal, kaj vidijo kot lasten ideal, kaj ocenjujejo, da je ideal, ki ga imajo fantje, kaj je medijski ideal, pač več teh vprašanj je bilo. In kaj se je videlo, dobro, medijski ideal je bil najstrožji, ampak drugače so pa sebe strožje recimo ocenjevale, tudi kot recimo mislijo, da je fantovski ideal. In dejansko se je tudi izkazalo, ker sem tudi fante spraševala, isto, da je bil njihov lasten ideal bistveno strožji, od tega, kar vidijo fantje, recimo te iste starosti, kot neko idealno, to je bila pač ocenjevana samo vitkost, recimo. Tako da nekako
To se mi zdijo kar eni taki problemi, ne, in recimo, dobro, zdaj imam jaz 10-letno hčero, katera je že kar precej let recimo preparirana z vsemi temi podobami, ne, mislim to, kar dekleta gledajo recimo že v risankah in v celoti, ne, ta ženska vloga še vedno, ne, recimo to tudi kakšne študentke rade analizirajo, ne, recimo žensko vlogo, ne samo videz, ampak tudi videz, ne, velik del tega je tudi videz. Potem zdaj gledajo te glasbene spote, ne, cel kup serij, ne, mislim, povsod jim ponujajo en in isti ideal, ne, kljub temu, da se tudi v zadnjem času pojavlja, ja, pa se so neke bolj zajetnejše manekenke, pa ne vem, neka taka fancy revija za šport, pa objavlja tudi neko bolj zajetno telo ali kakorkoli, ampak še vedno, ne, to, kar se ponuja, recimo, če gledam skozi oči, ne, tako, ko je bil ta film skozi oči Stele, ne, recimo tudi ne take 10 ali pa 11-12 letnice, ne, to so pretežno, to je res tak dost enoten standard videza, ne, ni veliko variacij, kar se tiče teh spotov, vse skupaj zelo seksualiziran, ampak niso pa imeli recimo v okviru vrtca ali pa šole prav nobenega pogovora na to temo, ne, recimo, da bi se to, pa nočem to zdaj nekako ne me narobe razumeti, ne, to želim bolj motivacijsko delovati, ampak je to gotov tema, ker res nekako se dotakne teh deklic, ne, če ne zavestno, se jih pa vsej nekako nezavedno dotakne, ne, oziroma se jim oblikuje nek standard, ne, kaj, da je nekako normalno, ne, in nekako jim to se vcep v glavo, ne, oziroma se jim usede v glavo, ne, in mislim, to je nekako bolj moje, nekako tudi prepričanje, da otroci nekje v skupini tudi lažje kakšne stvari reflektirajo, spremenijo, uvidijo, ne. Vidim tle eno tako blazno področje, ne, kje bi se dal nekako, mogoče tudi skozi kakšne druge predmete ali kakorkoli delati. Mislim, to je bolj nekako ena taka moja želja ali moje hrepenenje, ne, tudi kot starš, ne recimo kot nek strokovnjak, ne, in to obdobje je sigurno ključno, ker še nimajo tako oblikovane tudi neke presoje, ker so te podobe zelo prepričljive, ne, mislim, zelo nekako pritiskajo, zelo so prisotne, ne, recimo tudi skozi igrice, ne, tudi če tam oblačijo mačka, ne, recimo, ne vem, neko talking angelo, ne, mislim, je tisti maček tudi zelo nekako oblikovan kot žensko telo in kaj delajo, ne, mislim, v teh igricah samo preoblačijo tega mačka, ne, recimo in preoblačijo ga na ta način, da kaže trebuh, ne, mislim, tako, recimo, res je ta industrija je tle, mislim, nikoli se jo ne da nekako uloviti, ne, ali pa nekako se boriti proti njej, z nekimi delavnicami ali čimerkoli, ampak mogoče pa vendarle so tle tudi kakšne možnosti, ne, za neko tako refleksijo, ne, pa tako res bi želela biti, da je to nekako zelo motivacijsko, more biti sprejeto, ne. Ja, mogoče zaenkrat zadost v tem kontekstu. Ja. Zdaj, povedala si, da se motnje hranjenja pravzaprav povezujejo z nezadovoljstvom, z seveda težavami, ki so povezane z oblikovanjem identitete, samopodobe in tako dalje. Druga stvar, ki jo poznamo nekako od preloma 19. do 20. stoletja, je dejstvo, da se tudi številne psihične težave in tudi resne motnje povezujejo v bistvu tudi z vplivom kulture, ne samo z nekimi gensko pogojenimi dejavniki, na nek način pravzaprav klinična psihologija izvira iz tega dejstva, tako da bi mogoče zdaj v nadaljevanju malo pogledali, kako se pravzaprav ta vaša stroka odziva na motnje hranjenja, še posebej pri otrocih in mladostnikih, ker je to tista tematika, ki nas tukaj najbolj zanima. Ja. Hvala, lep pozdrav vsem. Jaz bi najprej rada rekla, sem zelo vesela, da sem med vami, nekaj vas poznam tudi, da me je kar zadel, ker je mamino ime v filmu Karin, tako kot je tudi moje in sem si mislila, jaz sem tudi 20 let staro hči in sem si mislila, pišu, kaj ne bi bila rada v vlogi te mame. Druga stvar, ki me je pa zadela, zdaj, ko sem se sem usedla, je pa to, da skušam prešteti, koliko moških je med nami in moram reči, da sem, ne vem, mislim, da sem do 4 prišla, z robijem vred seveda. Tako da, tle je tudi ena podoba očeta pokazana, najbrž bomo o tem pol kaj več rekli,
ki je zaskrbljujoča. In se mi zdi mogoče tudi škoda, da nas je tako neenakomerno, da smo porazdeljeni, no? Da to tudi kaže na najbrž ene trende pa ene stvari, ki bi lahko bile drugačne, če bi bili drugače. Tukaj en gospod sedel, zdaj ga ne morem več šteti, ker je že všel, tako da Medklic je tak, da je to odraz stanja v naši poklicni sferi, ne, to so vendarle pedagoški delavci. Absolutno, ja. Ampak, ja. Zdaj, kar se meni zdi pomemben, mogoče reči, pa zdaj seveda izhajam iz tega, ker jaz sem tukaj tudi moji 3 sodelavci, mislim, mi smo tim, tako da smo kar vsi prišli, pa bojo lahko širši odgovori, tudi kar so z različnih vidikov, Robi omenil kliničnega psihologa, pa še širši tim, no, tle smo, tako da tukaj v drugi vrsti in sem zelo, zelo vesela, hkrati imam pa malo bolj tremo, ker zmer, kadar govorim, sem seveda sama in pa lahko tudi kaj zabluzim, pa ni nič groznega, ne, zdaj imam pa tukaj ljudi, ki zelo dobro, hvala Matjaž, ki zelo dobro vejo, pa še jaz, mislim, kle en moški z mano, da ne bo pomote. Tako da moram reči, da mi je to kar malo težji, ampak jaz sem skušala povedati ključne stvari, no, pa boste pol povedali ali pa vprašali, če se vam zdi, da kaj manjka. Prva stvar, ki se mi zdi zelo pomembna, kar je že Metka omenila, da so motnje hranjenja duševne motnje. To pomeni, da gre lahko navzven sicer zelo telesne znake bolezni, kot smo kle videli, stradanje, bruhanje, jemanje odvajal, diuretikov, tega ni bilo, bila pa telesna hiperaktivnost, pa še kaj, ne. Ampak so to samo zunanji izrazi ene globlje čustvene emocionalne stiske. In pri motnjah hranjenja gre dejansko za ene emocionalne stiske, ki se kažejo na določen način. Lahko bi se pa kazali z odvisnostjo, od psihoaktivnih snovi pa bi šlo za bolezni odvisnosti. Lahko bi se kazali z depresijo te stiske, pa bi šlo za depresivno motnjo, z obsesivno-kompulzivnimi simptomi. Tako da to se mi zdi zelo pomembno reči, da je to pač ena od oblik čustvenih stisk, ki se lahko navzven kaže pač vezanih na hrano, a ne. Motnje hranjenja na nek način, meni je bilo blazno všeč, ko je Metka, ko ste tako povedala, ne, tudi malo to zgodovino, mi zmer v hecu, ampak v bistvu na pol šali, na pol zares rečemo, da so se motnje hranjenja v takem obsegu začele z dobo barbike. Barbika je tudi en tak simbol v istem času kot Twiggy, ki je zelo spremenila vrednostni sistem zunanjega videza, ne, kaj je idealna podoba ženske. Sicer so pa motnje hranjenja v resnici stare to kot človeštvo. Tako kot droge in manipulacije na tak ali drugačen način s psihoaktivnimi snovmi, toliko staro, kot smo ljudje, pač obstajamo, enako je tudi z motnjami hranjenja, kar je logično, ne, ker hrana, če se mi med sabo, tukaj, ko sedimo, pa se vprašamo, kakšen je naš intimen, individualen odnos do hrane, bomo videli, da segamo nekako na tem diapazonu od tega, da bi za enega lahko rekli, je zato, da preživi, za drugega, na drugi strani bi pa lahko rekli, da živi zato, da je. Zelo, zelo različen odnos do hrane imamo in hrana seveda z njo lahko 1000 stvari sporočamo, zato ima tudi tako moč, že od rojstva naprej, prva faza, oralna faza razvoja otroka, kjer dejansko je hrana ne samo preživetje, ampak varnost, crkljanje, toplota, bližina in v tem prvem letu razvijamo primarni občutek navezanosti, varnosti, ki je osnova za ustrezen razvoj same podobe in samospoštovanja. In jedrna problema motnj hranjenja sta nizka samopodoba in slabo samospoštovanje, ne. To se mi zdi zelo ključno. Bom pa še povedala malo v vzrokih za nastanek motnj hranjenja, ampak ta jedrni problem je vedno nizka samopodoba pa slabo samospoštovanje. Mogoče še na tem mestu tudi zelo pomemben moment, pa ne smem pol preveč zajadrati v to temo, motnje hranjenja od nekdaj veljajo za ženske bolezni. To je katastrofa in totalna mit o motnjah hranjenja, to ni res. Res je seveda absolutno, da so razmerja, včasih smo rekli, da so pisali o tem, da je 10:1. Danes vemo, da je anoreksija nekako 7:1, bulimija 5:1, bigoreksija
skoraj samo moški, ortoreksija nekako tam na 8 žensk, 2 moška. Tako da vidimo, da je vsaj četrtina moških. Če pogledamo vse knjige, ki so napisane o motnjah hranjenja, starejše od 10 let, so napisane v ženskem spolu, ženske terapevtke, vsi oddelki so bili v glavnem tako, da so bile izključno ženske, ker naslednji mit o motnjah hranjenja je pa to, da ženske, ki imajo motnje hranjenja, so bile spolno zlorabljene. To je totalen mit. Tam od 3 do 5% nekako danes številke na svetovnem nivoju kažejo. Ne. Ampak posledica je bila ta seveda, da je bilo grešno sploh sprejeti nekoga obravnavo, ki ni ženska. Zato, ker jaz se spomnim, mi smo leta 1999 naš oddelek ustanovili in smo ga predstavljali v Londonu in so nas skoraj linčali, ker smo od vsega začetka, mi imamo 8 ženskih, 4 moške posle in ves čas smo imeli oba spola in so nas skoraj linčali, ker smo to predstavili, ker so rekli, kako si drznemo dati na isti oddelek žrtve in storilce, storilce v smislu moških, da to se nikoli ne bojo te punce pozdravile. Izkazali se je seveda že zelo malo, ko se evalviramo, sprejemo odpustu 3, 6 pa 12 mesecev po odpustu naše vse bolnike in bolnice, da imamo precej boljše rezultate kot marsikjer zelo znan oddelek. In edina razlika, mi nismo boljši terapevti, nismo boljši, ne vem kaj, več vemo, več znamo, imamo druge psihoterapevtske pristope, absolutno ne. Edina razlika med vsemi ostalimi oddelki je bila to, da smo ves čas imeli na oddelku tudi moške paciente. Tako da seveda, kar je logičen, oba spola živimo v sožitju, živimo skupaj, ne bi nekako tudi znali dobro se imeti skupaj, ne samo kot pari, kot kdorkoli, jaz absolutno, da ne bo pomote, kdorkoli, ampak oba spola sta na tem svetu in najbrž moramo sobivati znati. Tako da so zdaj preostali oddelki v zadnjih 10 letih seveda to začeli spreminjati in danes se piše in obravnava motnje hranjenja kot bolezni obeh spolov. Te nove oblike, kot jih je Metka omenila, ortoreksija, bigoreksija, bigoreksija kot obsedenost z mišičastim telesom, v glavnem moški obolevajo. Mladi tam 15-16 se začne zgodna srednja adolescenca do tam nekje zgodne odraslosti. To pomeni obsedenost, ure in ure v fitness centrih, hkrati seveda vsa prehrana prilagojena temu, kupujejo tekoče te beljake in kar je najhujš zraven, zlorabljajo večinoma anabolne steroide, to je pa nekaj, kar je največja grozota, kar povzroča pravzaprav škodo na vseh organskih sistemih. Hkrati pa, to je pa, če smem tako reči, dobra plat, hudo erektilno disfunkcijo in to je tudi vzrok, da te fantje zelo hitro poiščejo pomoč za razliko od vseh ostalih oseb z motnjami hranjenja. Tako da mi se zelo trudimo, zato tudi zdajle to govoriti o osebah z motnjami hranjenja, ne o ženskah z motnjami hranjenja. Zelo pomemben. Zdaj, delimo jih na 3 klasične skupine, anoreksija, bulimija pa kompulzivno prenajedanje, ampak posta še te 2 nove obliki, ki zaenkrat ortoreksija pod eno v MKB-10, to je evropska klasifikacija bolezni, seveda še nekaj, že 20 let stara. V ameriški klasifikaciji, to je DSM 5. revizija zdaj, izpred 2 let, je pa skrit pod eno podskupino anoreksije v bistvu, ortoreksija. Bigoreksija pa sploh ni uvrščena, se pa moram reči zelo strokovna javnost krega, a ne bo to uvrščen med motnje hranjenja ali ne bo to ločena duševna motnja uvrščena bolj v telesno shemo, ki imamo tudi eno skupino duševnih motenj. Zdaj, v resnici je čisto vseeno, kje bo uvrščena, ker po celem svetu se ljudje z bigoreksijo zdravijo v ambulantah in hospitalnih oddelkih za motnje hranjenja. Tako da mogoče to kupčkanje pa predalčkanje tudi ni tako bistveno. 3 velike skupine vzrokov so sociokulturni, o katerih je Metka veliko že rekla in se mi zdi zelo pomemben govoriti o njih. Druga skupina biološko-genetski, kot je že Robi omenil, mislim teh, seveda je pomemben, kaj nam dajo naši stari starši v zibko,
En del tega mi rečemo, da so osebnostne lastnosti, ki so značilne prvotna hranjenja, to ste tudi v filmu super videli, storilnost, perfekcionizem, rigidnost, ne? Če se nekaj odločim, tako moram speljati, nič drugače. Ena strašna potreba po pohvalah od zunaj. In tisto, čemur mi rečemo zunanji lokus kontrole, to pomeni za razliko od notranjega. Notranji lokus kontrole pomeni, če imamo izdelano ustrezno samopodobo in s tem identiteto, smo se sposobni odločati v velikih in majhnih stvareh v svojem življenju, od tega, kjer žajfo bomo kupili, do tega, kaj bomo šli študirati, na podlagi enih lastnih razmislekov, spoznanj, preteklosti. Zunanji lokus kontrole pa pomeni, da nimamo ustrezno izdelane identitete, samospoštovanja, samopodobe in posledično se ne znamo v ničemer odločiti. In sprašujemo ljudi okoli sebe. In zdaj, če jaz vas klele vprašam, ne vem, koliko je klele ljudi, sem slabo v ocenjevanju, rečemo 50, ne vem, več, no, približen, pa če bom 50 ljudi za mnenje vprašala, kjer šampon je boljši, sem prepričana, da bom 100 različnih mnenj dobila, ker se najbrž tudi kdo izmed nas ne more čisto odločiti, kjer je zdaj boljši. Ne? Tako da, skratka, ta zunanji lokus kontrole je tudi zelo problematičen, nesposobnost se odločati v stvarih. To so biološko-genetski dejavniki in sem ta drug paše pa prekomerna telesna teža v rojstvu in pa otroku staremu do 1 leta. Takrat se razvije rjavo maščevje in to rjavo maščevje je tisto, ki sploh to pa ženske bolj poznamo, ne, trebuh, boki, pa ta zadnja, ki vidimo pri kakšnih prijateljicah, ki 3-krat manj pojejo, kjera druga, pa se jim vsak grižljaj pozna, ne, ker se jim v ta del nalaga. In tretja skupina, družinski dejavniki. Jaz moram reči, zdaj, da namo skozi vse šli, da je zelo, praktično izjemno redko, razen pri spolnih zlorabah, teh smo pa rekli, da je samo par procentov vzrok, da gre za en sam vzrok, da pride do nastanka motnje hranjenja, tako pri fantih, kot pri puncah. Tega je zelo malo. V 95% gre pa za seštevek vzrokov iz prve, druge in tretje skupine. In zaradi tega je tudi obravnava, mogoče bo to zdaj bogokletno slišati ali ne grozen slišati, ampak obravnava pri osebah, kjer je jasen prepoznaven en sam vzrok, torej ena od vrst od zlorab, veliko bolj enostavna obravnava, veliko krajša, zaradi tega, ker je ena terapevtska paralela. Če pa je tako, kot je v 95% večinoma seštevek vzrokov iz prve, druge in tretje skupine, je pa obravnava veliko bolj kompleksna in veliko bolj dolgotrajna. Motnje hranjenja se absolutno dajo zdraviti. Tle sploh ni dileme, to najbrž bo tudi, se bomo še pogovarjali o tem, je pa ključno, tako kot tudi pri boleznih odvisnosti, da seveda si človek to želi. In tle perfektno bilo prikazano, mi ločimo 2 fazi pri vseh boleznih, pri vseh motnjah hranjenja. Prva faza je tako imenovana faza medenih tednov, ampak lahko so pa tudi meseci, v kateri je, v tej fazi je bolezenska korist večja od bolezenske škode. In Katja je bila zelo dolg časa v tej fazi, zato je tudi absolutno ni hotela nič spremeniti. To je faza, ki shujša, ki se zato jim naraste navidezno samopodoba, še bolj uspešni so v šoli, kot so že itak po naravi, večina teh ljudi že tako ali tako na začetku, krasen zgledajo, sošolke so jim fovš, mislim, super je, ne. Potem pride pa do druge faze, ki je faza dekompenzacije in v tej fazi pa dejansko je bolezenska škoda večja od bolezenske koristi. In to se je pri Katji videli in potem dejansko je možna pomoč in možno zdravljenje. Se pravi, človek si more želeti nekaj spremeniti. Motnje hranjenja, bolezni odvisnosti, mi ne moramo, to sta 2 ločeni skupini, da ne bo pomote, jaz jih sam primerjam, ker je toliko podobnosti. Ne moramo uspešno zdraviti, brez da to človek želi. Ne moramo. Lahko pa stojimo ob strani, suportivno pač pomagamo družini, temu človeku, ne moramo ga pa dejansko se ne bo zdravil, dokler tega ne želi. Mogoče bi jaz tle zaključila. Ja, prej smo se že pogovarjali na kavi. Zdaj, laičen pogled je običajno tak, ne, pač pri anoreksiji najprej jih je treba nahraniti, ne. Ampak seveda zdravljenje, o katerem Karin govori, ni prehranjevanje, ne, pač zato, da ohranimo življenje, ampak pomeni soočanje z izvorom težav. Zdaj, ker je naš pristop k strokovni tematiki
preko filmske zgodbe bi jaz na tem mestu malo zapustil te strokovne argumente in bi se poskušali malo poglobiti v to, kar smo na filmu videli. Je mogoče od vas kdo razmišljal, zakaj pripovedovalka v tem filmu ni Karin, se pravi deklica z motnjami hranjenja, ampak Katja, ampak njena sestra. Vidi kdo kakšno možno razlago? Kako? Meni se je ona zdela največja žrtev pač v tej sceni družinski. Psihično, ja, je ona najbolj trpela. Ja, to je težko dajati na vago, res pa je, da je ena od verjetno glavnih poant filma ta, da so želeli prikazati pravzaprav, da je ena taka bolezensko stanje travma za celotno socialno okolje. Ampak to je klasika, kar se pol zgodi. Mi veliko delamo s svojci tudi, imamo na oddelku tudi skupino svojcev, ki bo lahko mogoče Matjaž več kaj rekel, če bo na to prišlo, ampak tisto, kar je dejansko vedno vidimo in jaz kot mama si tudi lahko to zelo zamislim, če se nekaj hudega mojemu otroku zgodi. Pol nehote najbrž spregledaš ene zelo pomembne stvari, kle je bilo to še potenciran, grozen seveda pokazan, ampak kako je spregledana ta mala in zaradi tega grozen seveda trpi, ampak v resnici pa izrazito dobro identiteto, ona spele, briljantno preživi vse skupaj, če gledamo film, ki ne bi bil po resnični zgodbi posnet, ampak v resnici je tako, da se pol, ko je determiniran bolnik v družini, tisti, ki ima v tem primeru motnjo hranjenja, se seveda vsa družina zgrne okoli tega človeka in v bupu in iz nemoči grejo tudi v taka totalno napačna vedenja, kot smo videli kle na koncu v tej koči pri teh dveh starših, ki sta ji dobesedno trpala hrano v usta, iz čiste nemoči, Ja, res je. Režiserka je povedala, da je v mladosti sama imela podobne težave in da se je dolgo časa ukvarjala z to željo povedati eno tako zgodbo, ampak povedati jo z nekega širšega konteksta. Zdaj mogoče v tem kontekstu prepoznamo še kakšne od rizičnih dejavnikov, namreč kolegici sta v glavnem govorili o tem pritisku javnega mnenja glede nekih estetskih idealov, ampak okrog življenjskih okoliščin in dejavnosti otrok mladostnikov je vendarle nekaj takih, ki jih visoko cenimo, pa pravzaprav so rizične z vidika nastajanja podobnih težav. Bi mogoče kdo kaj o tem želel spregovoriti? Najdete recimo v šolskem okolju kakšne od takih okoliščin, ki bi morali biti signal, da moramo biti glede motnje hranjenja posebej pozorni, kakšne take aktivnosti. Tu je bilo recimo omenjeno umetnostno drsanje. Ima kdo še kakšno idejo, kje bi našli še podobne rizične dejavnosti? Pa se že pri vsakodnevnem druženju otrok, tako ko imamo v enem od četrtnih centrov imamo delavnice in pridejo 15-letniki in se pogovarjajo o svojih sošolkah in ta je grda, ta je debela, tako da tudi ni potrebna neka posebna dejavnost, da se to vidi. Že to, da imajo fantje napačno podobo o ženskah in tako imajo pa tako mnenje tudi o svojih sošolkah, ki so v najbolj ranljivih letih, jim to pusti tudi pač posledice. Se pravi, čeprav razumem, ko opazimo to dinamiko vrstniških odnosov, način, kako se ustvarjajo pač neke njihove podobe idealne, je to eden od znakov, ki govori v prid tezi, da smo dolžni biti malo bolj pozorni in razmišljati, kako se odzvati. Zdaj, kako se odzvati, to bomo še malo pustili, da se omedi ta ideja. Metka je prej že načela, pa mogoče gremo še malo naprej. Ampak vendarle, pogledajte, nekaj takih
aktivnosti, ki jih podpiramo, ki jih prakticiramo, ne da bi na glas govorili o pogostih težavah, ki so z njimi povezane, se da identificirati. V mislih imam recimo balet, ker je nizka telesna teža, ekstremno nizka pravzaprav in hkrati moč nekako zaukazana, tu je cela kupica športov in verjetno bi še kaj takega našel. In če kaj nekako bode v oči v tem filmu, je, da pravzaprav trener te deklice ni prav kaj zelo posebej pozoren oziroma ne dvomi v izpovedi, zakaj se pojavlja slabost. Jaz vem, da se recimo v baletnih šolah žal dogaja nekaj zelo podobnega. Ne, da bi kdorkoli o tem na glas veliko govoril. Ja, če gremo mogoče malo naprej. Jaz sam, če lahko rečem, meni se zdi zelo važno reči, da v začetku same bolezni, motnj hranjenja v spredju negacija, zanikanje. In to ne samo zanikanje pri oboleli osebi, meni je krasno, jaz sem super, jaz nisem bolana, jaz nimam težav ali pa bolana, ampak dejansko gre za negacijo tudi v tem ožjem in malo širšem socialnem okolju. Se pravi, starša, klele se, ona dva sploh nista zmogla opaziti, dokler ni stela v bistvu čisto avzglajzala, da je nekaj narobe z njuno starejšo hčero. In enako je tudi pri starših vzrok negacije velikrat tista nezavedna groza, ker prvi občutek, ki si to priznaš, je občutek krivde. Vsak od nas, ki ima otroke, če je kaj narobe z otrokom, si reče, kaj sem ga jaz polomil, da se zdaj tole mojemu otroku dogaja. Tako da to je razlaga za to starševsko negacijo. Pri trenerjih pa seveda je še dosti bolj enostavna razlaga. Najbrž, a bo šla pol na prvenstvo, a bo uspešna, a bom jaz lahko to speljal, a bom jaz dokazal, da sem dober trener, pa ne zdaj takoj pomisliti, kakšni egoistični razlogi so to. Sej vsak od nas ima en del tega oseb. To je pač najbrž človeško, pa glavo v pesek tišiš, pa zanikaš, da bi dejansko lahko nekaj resnega bilo. To so vzroki za negacijo, ki je pa tipična. Ja, mogoče, če si še malo pogledamo pravzaprav ta splošen kontekst, recimo, kako sta prikazani sestri, pravzaprav, kaj so mogoče neke skupne poteze, ki ju povezujejo v sami zgodbi in kje so te velike razlike v načinu, kako se z, rečemo temu, nekimi razvojnimi problemi, težavami, vprašanji soočata. Karin je prej govorila o celem grozdu nekih osebnostnih lastnosti, ki se pogosto povezujejo recimo z duševnimi težavami, ki pa potem seveda lahko pa prerastejo potem v hujše motnje. Kaj ste mogoče zaznali pravzaprav v samem opisu, da so take tipične značilnosti, še posebej seveda pri Katji? Ja, perfekcionizem, res je, ja. Še kaj mogoče? Razdražljivost, ja, to nihanje razpoloženja je najbrž že bolj posledica resnih težav, ki so posledica v bistvu same bolezni. Ja. Še kaj? Jaz bi mogoče dodala, kar ste prej že malo omenjali, to biti priden, vztrajen, ta neka miselnost, ker se mi zdi, da jo vsi zelo podpiramo, in tudi taki otroci, mladostniki so velikokrat spregledani in ponavadi so pohvaljeni za to, koliko si ti super, koliko si ti priden, koliko se fajn narediš, nikoli se ne pritožuješ, nikoli nisi jezen, nikoli nisi žalosten, tako. In to je nekaj, kar tudi sami lahko hote, kad delamo z otroki in mladostniki, včasih spodbujamo in ne vidimo tega, kar lahko v zadju. Ja, to je tak tipičen primer, ko pravzaprav neko lastnost, ki če je v mejah normale izrazito cenimo, zelo tanka je pa meja med tem, kdaj se zadeva ne zlomi v patološke oblike. To ste zelo dobro omenili.
Mogoče bi tle še jaz dodala, ne, da se dan zelo poudarja tudi ta etični pomen telesnega videza. Ne sam recimo nek estetski pomen, ampak da ti skozi telo kažeš recimo ravno to, da si discipliniran. Ne. Tu v filmu se tudi vidi, ne, da mama prav zastelo, da nima dovolj discipline oziroma da je brez discipline. Ne. To pa ja, točno tako, moralna vrednota, ne, da ti kažeš skozi to, da boš priden delavc, ne, da boš dovolj dober delavc in tako naprej. Ne. Ja, in se mi zdi, da tudi ta čustveni vidik, da je zelo podoben. Jaz sem imela zjutraj situacijo, ko me je nekaj zelo razjezilo v službi, sem tako malo padla ven, ampak res malo in mi bilo hecen, kakšen odziv je bil od parih sodelavcev, dej dihi, meni pa kaj, pa se ni nič groznega, samo pač malo sem jezna, ne, ampak tako se mi zdi, da tudi to, ne samo ta telesna podoba, ampak tudi kako si sprejemljiv, če si okej, če si pozitiven, če si dobre volje, naravnan, da bo zmer vse okej. Ja, to se tudi opozarja, da je zdaj prav ta ideologija happiness, ne, recimo, da si ves čas radosten, nasmejan, ja, ne, in pa seveda, ja, da se obvladuješ, ne, mislim, to pa je nekako na zahodu že ena stalnica, ne, tu je tudi ta razlika moški, ženske, ne, ko se kot ne znamo obvladovati, ne obvladujemo čustev ali čutov ali karkoli, pa tudi prehranje, okrog tega je nekako veliko apeliranja na to, ne, mislim, ta discipliniraj se ali nekako obvladaj se, reguliraj se, ne, da se skozi to nekako ves čas napeljuje, ne. Ja, mogoče še, ker nas bo čas zelo hiter basal, mogoče, če gremo en korak naprej, zdaj v filmu je nekaj prizorov, ki kažejo na to, da ko prepoznamo nek hipotetičen problem, ne, se postavi veliko vprašanje, kako pa zdaj odreagirati, ne. Kje naj bi taka oseba dobila informacije, kako jo nagovoriti, kaj ji reči in tako dalje. Zdaj Karin bo vedela povedati, da je ravno od teh prvih stikov, pravzaprav neposrednega pogovarjanja o težavah, ko izmikanje ni več dopustno, ne, marsikaj odvisno od tega, kako se bo zadeva razvijala naprej, ne. Imate mogoče kakšno izkušnjo z takimi težavami in seveda potem z vlogo, kako se odzvati, kaj narediti recimo v vlogi staršev, v vlogi pedagoškega delavca? Ja. Jaz sem izkušnjo s fantom, to mi je bila tudi takrat nekako nenavadnost pri njemu. Imam izkušnjo te drugače, o tem bereš, pa tem, ko doživiš dejansko fanta, ki je prijeten na idejo kalorij, ničesar drugega, vse razstava že odpada. V tem primeru je pač bilo tako, da so tudi doma nekako, ko smo v šoli to opazili, nekako vsi opozarjali, da se nekaj resno spremenilo pri fantu, so tudi doma opazili in dejansko je potem isti teden šel do zdravnika in bolnico in se je pač prvi del procesa zdravljenja začel, ampak je potem se vrnil. No. Tako da meni je bilo predvsem to, kako je drugače, ko doživljaš dejansko nekoga s tako spremenjenim pogledom na sebe, na življenje in pravzaprav z oženim pogledom na telo in na hrano, na ta odnos. Anoreksija, mogoče toliko, no, za kot zanimivost, je najprej bila uvrščena, zato tako, kot je Metka rekla, 50 leta svoja kategorija motnje hranjenja postane, ne, ampak najprej bila pa uvrščena med psihoze. To so v bistvu bolezni, kjer človek shizofrenija, manično-depresivna, schizoafektivna bolezen, to, da boste vedeli, kjer človek zgubi stik z realnostjo. Ravno zaradi te motene telesne sheme, ki je v bistvu blodnjava, ne? Ti si ob 1,70 m pa 30 kilah prepričan, da si debel, ne? In to ni tisto, kaj jaz prijateljici rečem, jaz sem se malo zredila, pa čakam, da mi bo rekla, ne, krasna si, v smislu fishing for compliments, ne? Ampak je dejansko globoko iz srca in to je blodnjavo in zaradi tega je bilo uvrščen med psihoze. Pol šele je postala lastna kategorija motnje hranjenja, pa pol kasneje bulimija, pa binge eating, pa tako naprej. Ampak kako, jaz moram reči, da zmer,
Kle en del pomoči, kar se mene tiče, napačen, tako, ga vsi starši biksamo na začetku, pa iz obupa, pa ker ne vemo, strokovnjaki nič izvzeti, ker smo starši, smo emocionalno tam, ne pa strokovno, tako da en čas na kakšnih obletnicah mature rečejo, joj, ti pa res v življenju nimaš nič težav, srečem, pa kje vi živite, se to nima veze, če si ti nekaj teoretično, pa znaš pa nekaj, kar je pa emocionalno. In to je tudi ta občutek prvotna hrana, tukaj gre za emocionalne težave. In jaz mislim, da starši, učitelji, trenerji, prijatelji, kdorkoli, moramo biti pozorni na 3 ključne stvari. 3 ključne stvari, ki tle niso prikazane, pa ker se že veliko prej zgodijo. Namreč, in to velja za kjerekoli duševne motnje pri naših otrocih pa mladostnikih. Pol lahko rečemo, ok, je motnja hranjenja, je depresija, so droge, ampak preden sploh vemo, zakaj gre. Prvič, nenadne spalne spremembe pri naših otrocih, nenadne socialne spremembe, ki se prej blazno družil, bil družaben, imel eno vrsto prijateljev, ne vem, bil skozi na telefonu, kar naenkrat se umakne, se zapre, ali pa obratno, sprav nenadne spalne, socialne pa prehranjevalne navade. To troje je tisto, kar nam mora rdeča luč začeti cvetati, če opazimo, da se stvari spremenijo. Sem že jedla pri prijateljici, toliko smo na treningu, pol za jesti dubelj, da ne moram več. To so 3, pol gre šele v bolj specifične stvari prvotna hranjenja, ampak to je tisto, kar je pa pravočasno. Spalne, kolegica sprašuje, kjer bi bile spalne, da se spremeni spalno buden ritem, pomeni recimo, to je zelo velikrat prvotna hranjenja, zato, ker skrivajo, da se prenajedajo in seveda posledično, ker skrivajo, po noč velikrat jedo in mi slišimo, ko po noč vstajajo, ko v kuhinji, v dnevni sobi hodijo, zjutraj so utrujeni, nenaspani, podočnjaki, take stvari, da dosti kasneje hodijo spat, da prej zjutraj vstajajo, ko telovadijo v posli, tako kot ona. Vse, kar je vezano na spalno buden ritem. Ampak zdaj sem se še nekaj spomnila, ker sem hotela prej reči, če mi dovolite. Metka je fino rekla, mešanca anoreksije pa bulimije. To je pa nekaj, kar pač seveda strokovnjaki pomeni z področja motnj hranjenja učimo. Naša klasifikacija je narobe prevedena. In seveda so tudi tam še zdaj piše motnje prehranjevanja, če ste opazili, ne motnje hranjenja, kar je seveda čisto narobe, ker motnje prehranjevanja so nekaj, ki imamo mi vsi občasno, pa niso duševne motnje. Se kdaj najemo, spustimo obrok, jaz sem do zdajle samo en jogurt pojedla, kar tudi ni najbolj ugodno in tako naprej, pa diete, pa tako. Ampak motnje hranjenja, pa te skupine, ki jih delimo, ki sem rekla, ločimo 2 skupini anoreksije, pa 2 skupini bulimije pod vrsti. In to prepričanje, da tisti, ki stradajo, imajo anoreksijo, tisti, ki bruhajo, pa bulimijo, je čisto narobe. Večina ljudi z anoreksijo ima purgativno obliko anoreksije, 3/4 ljudi z anoreksijo. To pomeni, da se prenajedajo in pol to spraznejo, ampak indeks telesne mase je pod 17,5. To je anoreksija. 1/4 jih pa dejansko sam strada. Se pravi, tako, kot je ta punca, tako, kot ni ta punca imela purgativno, ona je jedla pa bruhala, pa še hiperaktivna je bila zraven. 1/4 jih ima sam restriktivno obliko, se pravi, da odklanjajo hrano. In pri bulimiji je enako. In mogoče je fajn to vedeti, zato ker osebnostno, po impulzivnosti, po razdražljivosti, ki ste rekla, spremembe razpoloženja, so si veliko bolj pomembne osebe iz purgativne anoreksije, pa osebe s purgativno bulimijo. In jih tudi veliko bolj podoben te zdravimo, kot pa une z nepurgativno bulimijo, pa z restriktivno anoreksijo, ki so si bolj podobne. Mogoče je to zdaj preveč komplicirano, ampak toliko za občutek. Skratka, te kombinacije, na ravni vedenja, stradanje, prenajedanje so pri vseh pravzaprav praviloma prisotne ali pa pri veliki večini. No, ampak zdaj smo dobili nekak en del tistega odgovora, na katerega sem ciljal, ko zasledimo neke take težave, najbrž stik starši, tisti prvi impuls. Jasno je, da je najbrž pri tem potrebno vedeti,
da bodo starši še bistveno bolj čustveno obremenjeni z težavami, kot smo mi sami, ki smo jih zaznali, kar pomeni, da samo reči, da se mogoče kaj dogaja, ni zadost. Ampak kako potem zastaviti ta prve pogovore z osebo, ki ima same težave? Je kdo slučajno preizkušal, upam, da vas ni takih, ampak vendarle, ima kdo kakšno izkušnjo s tem, kako spostaviti to sprejetje dejstev pri mladostniku? Če bo tukaj se prva znašla ta sestra, ki je pravzaprav šla tam po neko pomoč v svoji stiski v tej svetovalni delavki v šoli, medtem ko ta njena starejša sestra, kot sem jaz videla, pa pravzaprav v tej svoji stiski je pa samo druge še imela, že sebe hotela imeti pod kontrolo, pa še druge pod kontrolo preko vsega tega, kar je doživljala, ne. Tako da so na koncu, jaz mislim, da sem videla vse tako, da je bila ta njena sestra osebnostno najbolj zdrava. No, zavedati se moramo, da ne glede na to, za kakšne take psihične težave gre, je problem v tem, ne, ker je za akterja teh težav pravzaprav se začnejo pojavljati objektivno strašno zapleteni dogodki. Ne. To se mi zdi, da film izvrstno pokaže. Gremo na rojsten dan z osebami, ki so nam blizu, in za nas je to totalna travma. Ne. Kako bomo tam in hkrati noben ne bo opazil, da nič ne jemo. Ne. Skratka, to so ene take situacije, kjer se zaciklamo pravzaprav in se nam težave vedno znova kopičijo. In z malo seveda kritičnega zavedanja bi lahko tukaj verjetno naredili nek seznam še dodatnih težav, Karin je že povedala, ne, se pravi, motnje na ravni spanja, velike spremembe v socialnem režimu in pa prehranjevalnih navadah, je spekter takih pravzaprav značilnosti, ki jih najprej opazimo, ne. Skratka, to se mi zdi, da je dosti pomembno za nas, ne, kot pedagoške delavce. V šoli je cel kup situacij, ki nam omogočajo, da včasih lažje kot starši, ampak objektivno gledano, lažje kot starši zaznamo prve znake takih težav. To je dejstvo. Ne. Starši danes pogosto praktično niso v času hranjenja skupaj z otroki. Starši pogosto otroka brez debelih poloverjev in tako dalje ne vidijo, sploh ko je v najstniškem obdobju. Ne. Ker jim je samoumevno, da se on začne malo skrivati, da je malo sramežljiv in tako dalje. Ne. In tako naprej. Ne. Skratka, v šoli imamo športno vzgojo, imamo čas za prehranjevanje in tako dalje, ne, ko mogoče lažje pravzaprav kaj takega zaznamo, kot se to zgodi v družini. Ampak tam je še jaz imam eno vprašanje. Ja? Meni se je zgodilo, da je dijakinja v spisu napisala v tej smeri o težavah, a ne? In sem bila v veliki dilemi, kaj narediti, ne? In to je bila ena taka zelo jasna informacija, izkušenj pa nisem imela. Potem sva se nekako pomenili in je prosila, da ne govorim starši o tem, ne, ker smo tudi v filmu videli, pač ne želijo. In tukaj bi vprašala strokovnjake, kaj lahko tukaj naredimo, ne, če nam dijaki zaupajo oziroma učenci, potem, da jih ne izigramo, da pa še vedno ravnamo odgovornost. V mojem primeru na srečo je bilo tako, da je mama tudi opazila in je sama pristopila do mene, mi povedala vse o tem, kot da jaz nič ne vem, ne? Tako da se je krog sklenil, ampak jaz sem doživela tle veliko stisko kot razrednik oziroma učitelj, ne? In ne veš, kaj bi. Hvala. Ja, meni se zdi to briljantno, res hvala za vprašanje, ker to na nek način zavzame vse to, kar se zdaj želimo, ne vem, najbrž sporočiti. To je točno tako, napišejo spis ali pa povejo in pol seveda kaj narediti. Kot prvo moramo vedeti, da je to klic na pomoč.
tako ste se tudi vi odzvala, ne, in ste se pomenile. Če se ne zgodi ta, če smem malo širš odgovoriti, ne, tudi za velikrat se pa zgodi tako, da seveda ne napišejo v spisu, pa ne pridejo k nam kot učitelju, pa ne rečejo, mi pa opazimo, da je nekaj hudo narobe, a ne. V tem primeru velja, da mi pristopimo k temu učencu, dijaku, dijakini, kakorkoli, takrat na tak način, da sva sama, da ni nobenega zraven in da imam jaz kot učiteljica ali pa učitelj čas. In enako velja tudi za starše, za svojce, za prijatelje. In se usedemo skupaj, vi ste pač lahko preskočila ta korak, ampak bomo pol naprej šli. In se usedemo in jaz moram zelo jasno, zelo argumentirano, to kar česar kles ni bilo na prav način, pa ful prepozna, ne, zelo jasno argumentirano povedati, pri tebi opažam, da čist drugač spiš, vedno rečeš, da si že pri prijateljih jedla, da nimaš cajta, da si ful sita, da je bilo toliko malce v šoli, karkoli že, a ne. Razpoloženje se ti spremenil, nič se ne družiš s tom pa s to, ki sta bile prej tvoje najboljše prijateljice ali pa tvoje najboljše prijatelje, argumente jasno naštejemo in zaključimo s tem, pač vsak na svoj način, jaz zdaj primer govorim, ker se mi zdi, da se lažje pol predstavljamo, a ne, rečemo, meni ni vseeno zate, jaz te imam rad, ne vem, si mi všeč, si mi pomemben, karkoli, in opažam to, a ti lahko kako pomagam. In statistika je narejena, evropska, da 4,5 povprečju teh krogov je treba ponoviti, se pravi, prvič, ko bomo to rekli, ne, bo zelo redko, da bo tisti rekel, joj, res imam težavo, ne, ker pol ne bila to bolezen negacije. Tako da moramo ponavljati to, ne vsak dan pol, pač vzamemo čas si in naslednjič spet. Morate vedeti, motnje hranjenja so kronične duševne motnje. V povprečju na svetovnem nivoju mine 6 let, preden človek prvič poišče strokovno pomoč in v povprečju zdravljenje traja 6 let. Ni hitrih rešitev, nobenih hitrih. Tako da navte nič, če boste prehtevali pa silili, ker kle so ga pol ukakili totalno, ker so jo tam, ampak iz čistega obupa, kar pa razumemo kot starši najbrž, filali s hrano, pa bomo sami rešili na tak način. Tako da to je ponavljati, dokler pol ne pridemo do točke, kot ste vi rekla, da pa se usedete in ona reče, dejansko imam frko, ali ne vem, ali imam anoreksijo, imam bulimijo, ali pa hujšam, stradam, pol ponovadi v simptomu govorijo. In klasika je, ne želim, da o tem poveste mojim staršem. Zdaj seveda mi vemo, kaj je zakon prav, pa vemo, pa kaj je tisto, kar je tudi naša izkušnja in ki se absolutno držimo. K nam velikrat pridejo mladoletni, ki ne želijo ambulanto, ki ne želijo, da svojcem povemo. In zdaj zakon prav, če je nekdo življenjsko ogroža sebe ali drugega, imamo pravico ali pa smo odvezani etične, pač te moralne molčečnosti, a ne. Jaz moram reči, da absolutno, če bi videla, da je pač, ampak to je redko, da bi v šoli bila tako podhranjena oseba, da bi lahko kar na licu mesta zdaj tam umrla. Večinoma se to prej upasa, ne? Če ne doma iz kakršnihkoli razlogov pa učitelji ali pa sporočijo učenci. In mi se držimo tega, da ne povemo staršem takole, cak. Ampak vsak dijak, vsak mladostnik, ki boš z njim večkrat govoril, si absolutno v teh pogovorih ga lahko pripeleš do tega, mu več možnosti ponudiš. A želiš, da dovoliš, da meni poveš, da jaz povem staršem. A bi želel, da se skupaj usedemo pa skupaj poveva. A bi raj pismo napisal. In jaz v vseh teh 16 letih, kar delam z ljudmi z motnjami hranjenja, še ambenga ni bilo, ki ne bi po 2-3 pogovorih dovolil, da nekako vključimo svojce, a ne, če se je nam zdelo to pomembno, pa če so bili mladoletni. Tako da, kar na vrat na nos pa se ne tega držati, pa poklicati starše, pa pomeni, da izdamo zaupanje človeka, ki je mogoče nam edinemu in prvemu zaupal in s tem zgubimo dejansko, mu odvzamemo možnost, da mogoče bi pa lahko se pozdravil, a ne. In nikoli več ne bo nobenemu zaupal. Tako da, tle je res treba po občutku in super, da je pač mama opazila, ampak če ne, pa skozi pogovore, pa malo časa si vzeti pogovore, pripeljati mladostnika do tega, da bo sam rekel, dajmo povedati, ali pa dovolim, da vi poveste, ali pa bom pisem napisal, ali pa karkoli. In naslednja stvar, absolutno ne takoj,
ki vam to pove enega terat strokovnjakov. V tem smislu, zdajle se bo, pa takoj bom jaz poklicala, jutri greva v bolnico, greva k psihologu, k psihiatru, k strokovnjaku. S tem enako izdamo njegovo zaupanje. To so kronične, dolgotrajne bolezni, ni hitrih rešitev, še enkrat rečem. In vzemite si čas, on vam je zaupal, vi ste mogoče prva oseba, ki vam je zaupal. Vzemite si čas, pa se parkrat z njim pogovarjate, sprašujte ga, povejte kakšno lastno izkušnjo, kakšnega drugega področja, ki vam je kaj se totalno zalomil. Vsakmu od nas se je kje kdaj zalomil, pa ima izkušnjo ene bolečine notranje, ene žalosti in tako naprej. Upište to in pustite mu čas. In šele čez nekaj časa, ko boste začutili, predlagite, lej, jaz vidim, da nekako ti, seveda to je resna bolezen, ne gre na boljš, jaz sem pripravljen s tabo iti, sem tudi že na internet pogledal, klele so, ne vem, ambulante, telefoni, nevladne organizacije, Muza, ženska svetovalnica, Perfekten, karkoli, kamorkoli želiš, lej, če hočeš, grem s tabo. In pa nadaljujete. Mogoče, da te izzovem samo še za eno tako vprašanje. Kakšen je odnos recimo vas strokovnjakov do tega, da so to teme, ki sodijo v neko direktivno pogovarjanje v šoli ali ne? In če ja, na kakšen način? Metka je prej to sprožila, pa sem obljubil, da se bomo na to vrnili. Zdaj, ne vem, če imamo čisto enotno mnenje strokovnjaki, to moram povedati, bom pa v svojem imenu govorila ali pa v imenu pač verjamem ljudi, s katerimi sodelujemo. Prvič je treba vedeti, za koliko stare ljudi gre. Če gre za osnovnošolce, tam 12-13 let, se mi zdi prezgodaj. Zelo se mi zdi fajn organizirati in to tudi zelo veliko počnemo, da v osnovnih šolah organizirajo za starše prostovoljno. En projekt je imela tudi mestna občina Ljubljana, pa mislim, da še v razni, ki vem, da smo imeli po Sloveniji, so nas šole povabile ene pač in smo tam imeli tako eno tako uro pa pol delavnico s starši. S tem, da je bilo mogoče, da so tako tudi povabilo napisano, da tisti, ki pa želijo zraven priti, pa lahko pridejo. In je celo vedno nekaj prišlo učencev. V gimnazijah se mi zdi pa, oziroma srednjih šolah, se mi zdi pa fajn, smiselno je tam prvi, drugi letnik, pol srednje šole, je pa fajn, absolutno, da je to ločeno, ravno tako spet za starše, to se mi zdi absolutno vedno smiselno, ne da jih podučujemo, ampak da jim v bistvu krepimo, pa jim damo ena orožja, kaj narediti konkretno, ker smo vsi, ki gre za našega otroka, malo bosi. To in ločeno med z dijaki pa dijakinjami, tisto pa res ene take, imamo ponovadi kar tako ene diskusijske skupine, jaz dam tako par izhodišč, pa gremo igro vlog in oni so tako zelo asertivni v tem možnosti, da vprašajo karkoli, da odigrajo situacijo, pa pol hočejo od mene, da komentiram različno od šole do šole, ampak starosti primerno. V osnovni šoli tam pred 8-9 razred se mi zdi pa nesmiselno, ker to je tako, kot so bile študije, se veste, jaz sem prej namreč delala z odvisnimi od psihoaktivnih snovi, kar dolga leta in je toliko podobnega, Trainspotting, poznate film, pa Mi otroci iz postaje zone, se je izkazalo, da tisti adolescenti, ki niso sploh bili rizični, niso imeli niti eksperimentiranja resnejšega, razen pač poskusili so travo, ampak ni bilo resnejšega eksperimentiranja z drogami, so jih te filmi odvrnili. Tisti, ki so pa že bili na nek način bližji, neodvisni ali pa dejansko, da bi resno zlorabljali, ampak bližji temu spektru, so pa jih je pa to spodbudili, sploh pa tiste, ki so pa že zlorabljali in bili odvisni. Tako da enak je prvotna hranjenja. Zdaj, če dodamo še en vidik, seveda eno je seznanjenje s tematiko preko umetnosti, brez da je kdorkoli pripravljen se s tabo o tem pogovarjati, drugo je uporabiti takšne načine, da zagreješ publiko, recimo, zato, da začnejo o nečem razmišljati in se potem z njimi o tem pogovarjaš. Zdaj, praviloma problematična sporočila, ki lahko pridejo preko filma, besedila in tako dalje, se vedno okrepijo ali pa odbijejo glede na to, kako se
okolica pomembnih ljudi odziva na nje. Ne? In če se mi ne odzivamo, pomeni, da tiho podpiramo sporočila. Spravi, to, da se ne pogovarjamo, ne pomeni, da ne delamo nič, ne? Da pravzaprav ne vejo, kaj je, ampak na nek način smo podprli te vsebine. Ne? Zdaj, glede na to, da ta film se bo oglaševal za starost, Barbara, 9+, seveda ob predpostavki pogovora, ne? Po ogledu. Mi imamo tudi na oddelku skupino, kjer gledajo s terapevtom film, s terapevtko, ne? In bomo tudi ta film pogledali. Mislim, to sploh ni vprašanje, ampak točno tako. Potem pač mora nekdo, ena pomembna odrasla oseba biti, ki zna na primeren način takoj po ogledu speljati stvari. Tako da to sploh ni vprašanje. Ja, no, meni se 9 let zdi malo zgodaj, zdaj, če me tako vprašate. Tule Stela je stara 12 let, a ne? To je starost, ki je in za družine in za šole, ne? Šole pa prihajajo tam od 6 razred. No, tako sem hotela reči, 6 razred je 12 let, to je pa ta mana, ne? A lahko še jaz svojo izkušnjo povem. Pri nas je učenka pri 7 letih rekla, da ne bi jedla malce zaradi tega, ker se bo zredila. Kako, da ne bi? Da ne bo jedla malce, ker se bo zredila. Ja, to smo se lih prej v Zoom pogovarjali. Ne? Nas, ko smo mi študirali, so nas učili, da adolescenca traja mladostništvo od 14 do 18 leta. Danes ne vemo, da se lahko začne že pri 7-8 letih. Pa tako na pol šali, na pol zares v neskončnost traja. Ne? Ampak ta interval je dosti daljši in dosti prej se začne. In seveda posledično je to pri 7 letih absolutno seveda možno. In jaz se spomnim tudi moje hčere, ki mi nekaj podobnega tudi zelo zgodaj rekla. Pa je pa zelo važen, kakšen je naš odziv. Zelo važen in zelo velikokrat mi opažamo pri puncah z motnjami hranjenja z anoreksijo, z zgodnjim začetkom, so tudi mame, ne vem, to mogoče Metka več, imate kakšno raziskavo narejene, mame so dejansko tudi vsaj, če že ne diagnosticirane, pa rizične v smislu anoreksije. Mislim, prav sama študija nimam, je pa ena študentka delala diplomo na to temo, ne, ki je proučevala negativno telesno samopodobo, se prav slabo telesno samopodobo, ne prav motnje hranjenja, ne, pa nekako odnos do hrane v družini. In tukaj se je izkazalo, mislim, to je šla delati prav bolj konkretno komunikacijsko vsebino in tako z tega vidika načine prehranjevanja, ne, niti ni šla v te recimo razne komunikacijske vzorce in vse te aspekte, ne, bolj psihološke družinskega funkcioniranja, ampak že na tej ravni. Pa tudi eno knjigo sem na to temo brala, ja, gotovo se tle tudi kaže zelo velik vpliv, ne. Ja, pri nas, pri tej učenki, mi smo nekaj časa najprej opazovali, da pač večkrat ni hotela dopoldanske malce jesti, in smo jo pol tako na mehko, malo zakaj, pa tako, ne. In je pol sama povedala, da ne želi, pač zaradi tega razloga, ampak drugače pa verjetno to zelo izvira iz tega razloga, ker ima ona sestro, ki je najstnica in je zelo velik pop kulture tukaj. In se tudi folišče v teh likih, risanke in pevke in tako, in se pa to tudi na tem pozna. Ja, moja vloga je med drugim tudi tista, da moram zaključiti približno pravočasno, mogoče z eno anekdoto. Zdaj, Karin je rekla, da se znaki adolescence pravzaprav rapidno spreminjajo, ne. Na začetku 20. stoletja, ko so se začela prva resna antropološka raziskovanja, ne, so na veliko začudenje
antropologi in antropologinja, predvsem Margaret Mead, ugotovili, da v družbah, kjer pravzaprav sovpade telesna zrelost z socialno sprejetostjo osebe kot odrasle, adolescence sploh ni, ne obstaja. Se pravi, adolescenca ni neko biološko stanje, ampak je stanje pravzaprav duha, iskanja identitete, ki je posledica dolgotrajnega vstopanja mene v neko relativno neodvisno življenje. Zato seveda ta povezava iskanja identitete, motnje hranjenja in tako dalje, seveda je tako pomembno, da pravzaprav jo na tak način razumemo. Jaz vam zahvaljujem za pogovor, za impulze in upam, da se še kdaj vidimo.